Dovolite mi, da na začetku posebej pozdravim vse tiste, ki ste bili udeleženi v uporu zoper vojaško silo Jugoslovanske armade tu v Pekrah. Pozdravljam tudi prvo generacijo vojakov, nabornikov in častnike, ki so služili svoj vojaški rok v teritorialni obrambi in ki še danes s ponosom nosijo svojo enko na svojih uniformah. Lep in prijazen pozdrav velja vsem veterankam in veteranom, vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, Slovenske policije, ter vsem, ki ste se odzvali ter svojo prisotnostjo danes počastili pomen pekrskega upora. Danes smo se zbrali v Pekrah, da bi skupaj počastili pomemben dan. Tu v Pekrah se je pred 20 leti pred očmi vse Slovenije odvijala prava drama, ki je bila tudi uvertura vojne za Slovenijo. Vsa Slovenija je takrat videla odločnost in premišljenost teritorialne obrambe njenega učnega centra v Pekrah, njenih vojakov in njenih častnikov. Videli smo moč pritiska Jugoslovanske vojske, njen avanturizem in njeno nespoštovanje odločitev slovenskega naroda. Ves ta pritisk in vsa ta vojaška sila sta tu v Pekrah in v Mariboru doživela svoj prvi in pomemben poraz. Predvsem pa je v tistih težkih dneh vsa Slovenija postala prepričana o tem, kakšno moč predstavlja civilna družba, motivirana z domoljubjem in z voljo po svobodi. In prav ta volja je tu v Pekrah in v Mariboru dala Sloveniji našo prvo zmago. V zgodovini vsakega naroda in vsake države so dejanja, ki budijo spomin in ki navdihujejo. Vsakem izmed nas, ki smo tu prisotni, in tudi vseh državljankah in državljanih Slovenije ostaja želja ohraniti spoštljiv spomin na 20. obletnico samostojnosti in na dogodke tistega časa. In med vsemi temi dogodki imajo dogodki v Pekrah posebno mesto. Hkrati pa moramo vedeti, da je v našo državno suverenost vgrajena dolga zgodovina. Prehojena pot je bila dolga in naporna, zlasti v tistih časih, ko je bilo treba vzpostavljati ozemeljsko podlago naše državnosti. Kajti državljanke in državljani Slovenije brez ustreznega ozemlja ni uspešne države. Naš spomin zato danes sega nazaj, daleč nazaj, v čas generala Maistra in njegovih borcev ter bojev za severno mejo. V tistem času so bile prav v teh krajih, v Mariboru in na Štajerskem in na Koroškem, spostavljene potrebne ozemeljske podlage, na katerih je bila v naslednjih desetletjih mogoča končna sklenitev slovenskega nacionalnega ozemlja, s tem pa tudi prostor za ustanovitev lastne države. Kasneje se je težišče boja preneslo drugam. Pojav fašistične ideologije v 20 letih minulega stoletja, čas nastanka in rasti fašizma, italijanska raznarodovalna politika na Primorskem, vse to je bilo grožnja slovenskemu narodu v celoti in vse to je dobilo odgovor v krepitvi uporništva slovenskega naroda. Njegov najmočnejši in zgodnji izraz je bil nastanek revolucionarne organizacije Tiger. In uporni duh in neustrašnost tigrovcev sta zaznamovala vso kasnejšo zgodovino upora slovenskega naroda. Tako fašizem kot nacizem sta predstavljala eksistenčno grožnjo za slovenski narod in sta se najbolj agresivno izrazila med drugo svetovno vojno prav na robovih slovenskega narodnega prostora. Raznarodovalni pritisk Madžarov v Prekmurju, zlasti pa Nemcev na Štajerskem, je bil še posebno močan. Najbolj jasno se je izrazil v Hitlerjevi zahtevi, izrečeni prav v Mariboru leta 1941. Naredite mi to deželo spet nemško. In zato lahko razumemo, da je prav v Mariboru, v Volkmerjevem prehodu, prišlo do prve odločne uporniške akcije proti nacistični okupaciji na Slovenskem. Kot mnogi evropski narodi smo se tudi Slovenci znašli v vrtincu druge svetovne vojne in prav v njej smo izbojevali naše današnje, naše državno ozemlje. Partizanska vojska je ob koncu vojne stala na vseh mejnikih slovenskega narodnega ozemlja. Z narodno-osvobodilnim bojem pa smo se v tistem času postavili tudi na pravično in zmagovito stran. Bili smo član antihitlerjevske koalicije Združenih narodov
velike koalicije, ki je bila na pravični strani in zmagoviti strani zgodovine. Slovenski partizani so bili v tem boju prava slovenska narodna vojska. Žal pa je ob koncu druge svetovne vojne tudi zaradi obsežnih zaključnih operacij na našem ozemlju, na slovenskem ozemlju, ta slovenska vojska na podlagi povelja Vrhovnega štaba Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije prenehala obstajati. Bila je vključena v jugoslovansko armado in na ta način praktično ukinjena. Ostala je praznina vse do leta 1968, ko je bila ustanovljena teritorialna obramba. In za teritorialno obrambo lahko ponovno zatrdim, da je bila v celoti zgodba o domoljubju in o uspehu. Njena uspešnost je rezultat truda vseh udeležencev v teritorialni obrambi, ki so ne samo razmišljali, ampak tudi delovali v smeri teritorialne obrambe kot slovenske narodne vojske. Ta uspešnost se je dokončno udejanjila ravno v letih 1990 in 1991, ko so bili izkušeni pripadniki teritorialne obrambe okostje manevrske strukture narodne zaščite, kasneje pa jedro novo oblikovanih poveljstev in enot teritorialne obrambe. Teritorialna obramba je bila že v polni meri slovenska narodna vojska. Prav je, da se tudi danes spomnimo leta 1990, dogodkov in ovir iz tistega časa, ovir in nevarnosti iz časov pred osamosvojitvijo. Prav je, da se spomnimo poskusa razorožitve teritorialne obrambe. To je bila na najtežji preizkušenj takratne nove demokratične oblasti. Vendar so bile tudi ta in druge težke preizkušnje tistega časa uspešno premagane. Izkušnje v letu 1990 so spodbujale nastanek in krepitev manevrske strukture narodne zaščite. Njeni pripadniki so na podlagi že takrat veljavne zakonodaje, torej v skladu s pravom in po načelih pravne države, omogočili prehod teritorialne obrambe iz nekdanje Socialistične republike Slovenije v novo organiziranost, teritorialno obrambo Slovenije pod novim vodstvom, pod povsem slovenskim vodstvom. To je bil težak proces. Ponovno želim poudariti, v tem procesu so sodelovali pripadniki teritorialne obrambe, pa tudi pripadniki milice in takratnih organov za ljudsko obrambo in organov za notranje zadeve. Pri tem sta sodelovali tako zelena, to je vojaška, kot tudi modra policijska komponenta. Potrebovali smo obe, brez ene ali druge ne bi imeli takšnega obrambnega uspeha, kot smo ga imeli naposled v letu 1991. In ko govorimo o procesu oblikovanja slovenske vojaške oborožene sile, ne smemo mimo ustavnih amandmajev sprejetih leta 1990 v septembru tistega leta. Določali so, da Republika Slovenija sama z lastnim zakonom ureja služenje vojaškega roka in tudi druga vprašanja vojaške obveznosti in da sama ureja teritorialno obrambo. In tako smo tu v Pekrah. Vse to, ves ta razvoj je omogočil aktivno delo in dokončno oblikovanje slovenske oborožene sile. V zapletenih mednarodnih in tudi domačih političnih razmerah so bile opravljene zahtevne naloge, ki so omogočile ustanovitev dveh učnih centrov teritorialne obrambe in sicer tu v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani. Te ustanovitve niso prišle same od sebe, zahtevale so pripravljalno delo in tudi na to pripravljalno delo se danes spominjamo. Ustanovljene so bile vse potrebne vojaške evidence in materialni pogoji, ki so omogočili začetek usposabljanja prvih slovenskih nabornikov vojakov v slovenski teritorialni obrambi. 15. maja 1991 se je usposabljanje tudi uspešno začelo. Danes lahko trdimo, usposabljanje v slovenski teritorialni obrambi v obeh učnih centrih je bilo bistvena prvina priprav na osamosvojitev in kot so pokazali kasnejši dogodki, pomembno zagotovilo naše skupne obrambne moči in naše državne suverenosti. Posebej pa želim danes poudariti še eno od pomembnih značilnosti tega usposabljanja, to je uporabo slovenskega jezika. Res je, da je bil slovenski poveljevalni jezik v rabi v teritorialni obrambi že prej. Že leta 1969 se je začel pripravljati slovar slovenskih vojaških povelj, ki se je zaključil z izdajo slovenskega vojaškega slovarja. Vendar pa so bili v pripravah na začetek usposabljanja v slovenski teritorialni obrambi
v letu 1991 pripravljeni številni dodatni priročniki, navodila, strokovna in ostala potrebna literatura v slovenščini. In danes želim izreči zahvalo vsem tistim, ki so sodelovali v teh pripravah in na ta način omogočili uspešen začetek usposabljanja in urjenja. Danes, s pogledom nazaj, seveda vemo, kako je bilo v tistih vročih dneh in vemo, da sta jugoslovanska armada in beogradska politika ves čas pozorno spremljala dogodke v Sloveniji. Z javno izrečenimi zahtevami in grožnjami, češ predajte nam nabornike enotam JLA, izročite naborno dokumentacijo, je stopnjevala pritisk in tako je prišlo do hude zaostritve. Jugoslovanska armada je poskušala nadzorovati dogodke v samem učnem centru Pekra, tudi fizično, tudi s svojimi vojaki, izvidniki. Enote teritorialne obrambe, ki so varovale učni center, so tako zajele 2 izvidnika in tako je 23. maja prišlo do velike napetosti. In čeprav sta bila oba izvidnika izpuščena, je jugoslovanska armada kljub temu z oklepnimi vozili obkolila center in zahtevala izročitev enote, ki je priprla ta 2 izvidnika. Začela se je drama, ki je bila prava uvertura slovensko osamosvojitveno vojno. Ta pritisk, te grožnje in uporaba vojaške sile pa so predvsem sprožile upor. Tiha in pritajevana jeza, ki je tisti čas že nekaj časa tlela v ljudeh, je ob izzivanju jugoslovanske vojske udarila na dan z vso svojo silovitostjo. Nihče nam ne bo preprečil tega, za kar smo se odločili na plebiscitu, pa čeprav ima za sabo še takšno vojaško silo. To je bila misel in to je bila volja ljudi. S to voljo in s tem sporočilom so množice ljudi iz Peker, Radvanja in vsega Maribora stopile v prve bojne vrste, blokirale oklepnike jugoslovanske vojske in onemogočile njene načrte. Takrat je bila tu v Pekrah dosežena naša prva skupna zmaga, ki jo slavimo danes, ki jo cenimo in ki je za vselej zapisana v zgodovini nastanka naše suverene, samostojne države, naše Slovenije. Danes so dogodki, ki so spremljali to zaostritev, dobro znani in tudi v marsikaterem pogledu že zapisani. Znana je vloga takratnega izvršnega sveta ter skupščine občine Maribor in predsednice Magdalene Tovornik. Znana so pogajanja ter ugrabitev polkovnika Vladimirja Miloševića in stotnika Milka Ozmeca. Znana je odločilna vloga upoklicanih pripadnikov rezervne sestave teritorialne obrambe. Znana je vloga milice, organov za ljudsko obrambo, organov za notranje zadeve, vključno z varnostno informativno službo, vloga gasilcev in civilne zaščite, zdravstvenih ustanov in nevladnih organizacij. Znana je neizmerljiva vloga novinarjev in medijev, ki so vse, kar se je dogajalo, sliki in besedi ponesli v slovenske domove in v svet. Najbolj kritičnih trenutki so svojimi obvestili in pozivi zagotovili prisotnost vedno večjega števila ljudi pred učnim centrom v Pekrah v Mariboru in s tem povečali možnosti za uspeh. Vse našteto je kazalo na neizbežnost spopada z jugoslovansko armado, vendar pa tudi ta odločnost slovenskega naroda z orožjem braniti na plebiscitu sprejeto odločitev, ta odločnost je prevladala. In takrat se je v obrambi učnega centra izrazila ne samo odločnost, ampak tudi izjemna moralna moč. Ne le moč obrambne sile slovenskega naroda, ampak celotne družbe in vsega naroda. Moralna in mobilizacijska moč civilne družbe bila izjemna. V Pekrah se je ta moč manifestirala v svoji odločnosti. Ljudje so bili pripravljeni za zaščito svojih idealov in vrednot tvegati tudi svoja življenja. Padla je tudi prva civilna žrtev v procesu osamosvajanja Jozef Simčik iz Maribora. Zato, ko govorimo o učnem centru Pekre, njeni obkolitvi, o zahtevah JLA, naj predamo naborno dokumentacijo in nabornike, tega ne moremo preprosto imenovati samo in zgolj z izrazom pekrski dogodki. Govorimo namreč o uspešnem uporu civilne družbe z oboroženo silo, s katero so občani Maribora pokazali svoj državljanski pogum. Spoštovane udeleženke in udeleženci današnje svečanosti, danes želim izreči iskreno zahvalo vsem braniteljem Peker, vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k pomembni prvi zmagi nad jugoslovansko armado. Zahvaljujem se tako tistim, ki so se borili z orožjem v roki, kot tistim, ki so se goloroki zoprstavili orožju in oklepu.
To je bilo junaško dejanje, ki je bilo za zgled vsem, ki jim domovina in ljubezen do nje pomenita najvišjo vrednoto. Danes se za domovino ni treba boriti z orožjem, ampak z znanjem, samozavestjo in pametjo. Prizadevajmo si torej za boljšo družbo, za boljšo domovino, za boljši svet. Pogumno moramo sprejeti prave odločitve, gojiti prijateljstvo, dobro sosedstvo in uveljaviti se moramo v Evropi kot eden uglednih, modrih in dostojanstvenih narodov. Bili smo sposobni velikih dejanj in tudi danes moramo zbrati potrebno sposobnost in potrebno odločnost. Verjamem, da vse to zmoremo in zaupam, da tako bo in zato gledam današnjo prihodnost samozavestjo in zaupanjem. Naj živi naša domovina, naša Slovenija, naj živi naša skupna privrženost naši domovini. Hvala.